Primarij dr. Dražen Popović se je rodil 11. oktobra leta 1960 v Prelogu v Republiki Hrvaški. Diplomiral je leta 1985 na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. Po končanem študiju se je leta 1987 zaposlil kot specializant iz splošne kirurgije na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota, kjer je zaposlen še danes. Specializacijo iz splošne kirurgije je končal leta 1991 v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Podiplomski študij splošne kirurgije je opravljal na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu v šolskem letu 1992-1993. Je član strokovnega sveta Združenja za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva in podpredsednik Društva žilnih kirurgov Slovenije. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije mu je leta 2012 podelilo naziv primarij. Doktorski študij Univerze v Mariboru na Medicinski fakulteti iz področja biomedicinske tehnologije je končal leta 2017. Stalno se je izobraževal in udeleževal številnih strokovnih srečanj doma in v tujini. Aktivno je sodeloval na kongresih v Sloveniji in tujini, objavljal je tudi prispevke v domačih in tujih revijah. Med delom na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota je bil mentor številnim specializantom in pripravnikom. Pomurski akademik dr. Dražen Popović je novi član Pomurske akademije. Je doktor medicinskih znanosti, vsi ga pa poznamo, je že dolga leta zaposlen v bolnici. Poznamo ga predvsem po tom, da je odličen kirurg, pa seveda tudi po njegovo naresen tankočuten odnos do pacijentov. Sidar najde dobro reč in sidar najde čas, kad se poguči s tistim, što ti pogovor nuca in kad njim je stvar razloži, predvsem pa kad ga potolaže. Nikomu je ne fajn prilika, ki ide pod nož. In Pomurski akademik dr. Dražen Popović, da se nam letos tudi predstavil za svojim predavanjem na Pomurski konferenciji, ker se nas tekne vseh. In povedal je nam nekaj o srčni kapi. Srčna kap je ena od bolezni, ker se v našem okolju zgodi v povprečju vsaki dan. 300 na leto jih je. In dosta teh se lejko konča bistveno menje tragičnih, če znamo odreagirati, če znamo tistom, ki se njim zgodi, pomagati in če seveda jo sploh spoznamo. In dnešnje predavanje pomurskega akademika dr. Dražena Popovića, da točno to mi namenjeno, zato ne samo, ko bomo nekaj novega zvedeli, in ki mu seveda se tudi navčili, na kakšen način lejko pomagamo, komi drugome, pa včasih mogoče tudi k sebi. Zato vabljeni, ko se zve zanimivo, poučno predavanje, v kar pogledamo. Možganska kap je nenadni dogodek, pri katerem pride do odmrtja možganskega tkiva zaradi nezadostne preskrbe možganovine s kisikom in z glukozo. Možganska kap je zelo pogosto obolenje, je tretji najbolj pogosti vzrok smrti v Evropi, takoj za srčno-žilnimi obolenji in malignimi obolenji. Možganska kap je najbolj pogost vzrok za telesno invalidnost pri odraslih. Pogostnost možganske kapi je od 200 do 400 na 100 tisoč prebivalcev. V naši regiji imamo približno 300 možganskih kapi letno. Boljše prepoznavanje dejavnikov tveganja za možgansko kap in učinkovito zdravljenje omogočata, da se je pojavnost in smrtnost v zadnjih letih nekoliko zmanjšala, a je le-ta še vedno visoka. Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni je izdalo preprosti test, na podlagi katerega lahko pomislimo, da je posameznika prizadela možganska kap. Vkolikor so prisotni znaki za grom, kar pomeni G prizadet govor, R prizadeta roka, O spremembe na obrazu, povešani ustni kot, ter M mudi se, nujno pokliči 112. Prisotna je zelo slaba obveščenost prebivalstva o možganski kapi in zmotno prepričanje, da se možganske kapi ne da preprečiti ali zdraviti. Pomembna je izobrazba prebivalstva o simptomih bolezni, načelih zdravljenja in preprečevanja možganske kapi, s katerimi bi se dodatno zmanjšalo število možganskih kapi. Možganska kap je tretji najbolj pogosti vzrok smrti in najbolj pogost vzrok invalidnosti. Poznavanje znakov možganske kapi in možnosti zdravljenja med prebivalstvom je slabo.
Informiranost prebivalstva pa je v veliki meri povezana z rezultati zdravljenja. V prispevku bo govora o možganski kapi oziroma o preprečevanju možganske kapi. Za uvod bi predstavil Gallupovo študijo, ki je sicer narejena v Združenih državah Amerike, govori o informiranosti ljudi o možganskih kapi. Rezultati te študije so pokazali, da le 19% ljudi mnenja, da se kap da preprečiti, 40% ljudi bi poklicalo nujno medicinsko pomoč, 75% ni vedelo za kratek čas možnosti zdravljenja možganske kapi. Prav tako je slaba bila informiranost o znakih možganske kapi. 91% ljudi ni vedelo, da je možganska kap povezana z nenadno izgubo vida in poslabšanjem vida. Prav tako 85% ni vedelo, da je izguba ravnotežja in koordinacije gibov eden od znakov možganske kapi. 68% ni vedelo, da so težave z govorom ali nerazumevanje enostavnih ukazov znak možganske kapi. Prav tako 42% ljudi ni vedelo, da je slabost, otrpelost ali paraliza uda ali obraza znak možganske kapi. Iz tega izhajajo tudi pogosto napačna mnenja o možganski kapi. To sicer, da se kap ne da preprečiti, 80% kapi se da preprečiti. Kap, da se ne da zdraviti, kap zahteva urgentno zdravljenje. Od kapi zbolijo samo stari ljudi, s kapjo zbolijo ljudi ne glede na leta. Prav tako rehabilitacija po kapi se ne konča po parih mesecih, vendar traja skozi več let. Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni je poskušalo z besedo grom nekako približiti in poenostaviti te znake, tako da je grom kot en nenadni dogodek, kot možganska kap, G predstavlja prizadet govor, R prizadeta roka, O to predstavlja spremembe na obrazu, povešeni ustni kut in M, da se mudi in da je potrebno nujno poklicati 112 medicinsko pomoč. Kakšna je pogostost kapi? Možganska kap je v bistvu tretji najbolj pogosti vzrok smrti v Evropi, takoj za malignimi obolenjami in srčnimi obolenjami. Je pa najbolj pogosti vzrok telesne aktivnosti pri odraslih. 650,000 smrti v Evropi je zaradi možganske kapi. Pogostost je 200 do 400 na 100,000 prebivalcev letno. Izid zdravljenja je taki, da 30% umre, 35% je invalidnost in 35% obolelih nima večjih posledic. Problem je ta, da se možganska kap pogosto ponavlja. Po enem letu ponovi se 10 do 18% možganske kapi, po 2 letih je ponovitev 25%, po 3 letih skoraj vsak tretji zboli ponovno z možgansko kapjo. V Pomurju, kakšna je pogostost? V Splošni bolnišnici Murska Sobota v letu 2018 je zdravljeno 328 bolnikov z možgansko kapjo. V letu 2019 je bilo 355 bolnikov z možgansko kapjo. Letos pa je do 1. novembra bilo 320 možganskih kapi. Tu imamo še 2 meseca, tako da bo letos ta številka čez 400. In kaj je vzrok zdaj za to? Ali je to COVID-19, še ne vemo, vendar vemo, da je COVID-19 povezan z možgansko kapjo. In sicer 3% bolnikov s COVID-19 boli z možgansko kapjo. Kolikor gre za težje primere bolezni, je ta procent do 5%. Za razliko od navadne gripe, ki je to
procent možganske kapi 0,6%. Pri COVID bolnikih imamo spremembe v koagulaciji krvi. In tu je prizadeta v bistvu cela ta tako imenovana Virchow triada. Pride do poškodbe endotela zaradi direktnega vdora virusa v endotelne celice. Pri COVID-19 imamo in grip, mislim, enako je dokaj težko obolenje, dosti pacienti mirujejo, ležijo v postelji, kaj povzroča stazo in nevarnost do tromboze. Spremembe so tudi v hiperkoagulabilnosti krvi, zvišani so fibrinogen, D-dimer, C-reaktivni protein, faktor 8 in Willebrandov faktor. Ta hiperkoagulabilnost ni čisto enaka kot pri ostalih septičnih obolenj. Ona prizadeva i venske, prihaja do venskih in arterijskih tromboz. Pri obdukcijah so se bolnikov, ki so umrli od COVID-19, našli so se mikrotrombi skoraj v vseh notranjih organih, pljučih, srcu, ledvicah, jetri. Interesantno je, da možgansko kap povzroča pri mlajših bolnikih do 50, pogosto se pojavlja tudi do 50. leta starosti in tako imenovana kriptogena možganska kap, to je pri ljudeh, ki niso imeli rizične faktore za možgansko kap. Kaj je možganska kap? Po definiciji WHO, Svetovne zdravstvene organizacije, možganska kap je v bistvu odmrtje možganskega tkiva zaradi nezadostne preskrbe možganov s kisikom in glukozo. Koje vrste možganske kapi imamo? Imamo tako imenovano mini kap ali tranzitorno ishemično atako, pri kateri je dobava v krvi možgane začasno priklinjena. Simptomi tranzitorne ishemične atake so podobni možganski kapi, samo ostanejo bistveno krajši čas do 24 ur. Možgansko kap lahko delimo na ishemično in hemoragično. Pri ishemično možgansko kap povzroča krvni strdek v možgani, hemoragično pa krvavitev v možgane. Ishemična možganska kap je dosti bolj pogosta od hemoragične, tu vidimo 84 približno procentov je ishemične, 16 hemoragične možganske kapi. Ishemično možgansko kap povzroča krvni strdek, ki potuje odkot ta krvni strdek nastane, uglavnom nastane v srcu zaradi motnje ritma, bolezni zaklopke ali po infarktu, ali v velikih krvnih žilah, kot so oka, aorte in vratne žile. Hemoragična možganska kap nastane zaradi krvavitve v možganih. Ona nastane zaradi zvišanega krvnega tlaka, bolezni strevanja krvi, alkohola, zdravila proti strevanju krvi. Krvavitev lahko je posledica rupture anevrizme možganskih žil. Simptomi možganske kapi, nekaj smo jih že omenili, so nenadna oslabelost ali otrpelost obraza, rok ali nog, zlasti po eni strani telesa, nenadna zmedenost, težave govora ali razumevanja, nenadna izguba vida na eno ali oba očesa, nenaden močen glavobol bez znanega izvora in nenadne težave hoje, omotice, izguba ravnoteže. Posledice možganske kapi so glede na prizadeti del možganov, lahko so prizadeti desni možgani, levi, mali možgani ali možgansko deblo. Vkolikor so prizadeti desni možgani, prihaja do hromelosti leve strani telesa, motene so analitične funkcije, prihaja tudi do vedenskih sprememb in motnje kratkotrajnega spomina. Kolikor je prizadeta leva hemisfera, prihaja do hromelosti desne strani telesa, do afazije, nezmožnosti govora, nezmožnosti pisanja, branja ali razumevanja govora,
prisotne so težave s spominom ali učenjem novih snovi. Kolikor so prizadeti mali možgani, prihaja do težav z ravnotežjem in koordinacijo gibov, slabosti in bruhanja. Pri prizadetosti možganskega debla, to so v bistvu najtežje možganske kapi s pogosto smrtnim izidom, prizadete so te osnovne življenjske funkcije, kot so dihanje, srčni utrip, pritisk. Kako preprečujemo? Postaje dejavniki, na katere ne moremo vplivati, to so starost, spol, rasa in družinska anamneza glede razvoja ateroskleroze kapi ali tranzitornih ishemičnih atak, in dejavniki, na katere lahko vplivamo z zdravili. To so zvišani krvni pritisk, kateri v bistvu 6-krat poveča tveganje za razvoj možganske kapi, sladkorna bolezen, raven holesterola, srčna obolenja ali prebolela možganska kap ali ehtija, po kateri tudi moramo imati določena zdravila. Pomembno vlogo v preprečevanju možganske kapi ima tudi kirurgija in interventna radiologija, in sicer prizadetosti vratnih arterij, kolikor strdki predvidevamo letijo v možgane iz vratnih arterij. Kolikor je zožitev vratnih arterij večje od 70%, lahko se pristopa tem invazivnim metodam, kirurgiji in interventni radiologiji. Kolikor so bolniki preboleli ICV, potem je zožitev indikacija za kirurški ali interventni poseg zožitev večje od 50%. Dosedanje študije dajo rahlo prednost kirurški odstranitvi plaka. Tu imamo sliko ene operativne odstranitve arteriosklerotskega plaka iz karotidne ali vratne arterije. Tu je delno odstranjen, delno še moramo odstraniti plak, vstavljen je tudi cevčica ali šant, pre katere kri prihaja za čas operacije v možgane. Tu je slika konca operacije. Imamo še prikaz interventne radiološke procedure skozi pregib na nogi, femoralno se gre pristopiti, pasira se. Nisem pogledala predalnik. Nose, nato se stavi stent in prikaže se dobra pretočnost vratne žile. Tu imamo še prikaz, da vidimo, koliko je velikost, približna velikost tih katetrov. To so prikazane košarice za lovljenje strdkov med interventno radiološko preiskavo, da se prepreči tekom posega letenje krvnih strdkov v možgane. In pri zdravljenju možganske kapi lahko izvajamo metode raztapanja krvnega strdka ali lahko tudi aspiracijo krvnega strdka, kot smo že omenili. Problem je kratkočasovno okno, to je 3 ure od pojave prvih znakov do terapije, kolikor je to se okno preseže, potem ostaja velika nevarnost krvavitve. Zaradi tega relativno malo bolnikov uspemo zdraviti z to metodo. In na koncu bi predstavil 10 priporočil za preprečevanje možganske kapi. To je kontroliranje krvnega pritiska, kontrola srčnega utripa, ugotavljanje srčnih aritmij in zdravljenje istih, opustitev kajenja, opustitev pitja alkohola, kontrola krvnih maščob, kontrola krvnega sladkorja, telesna aktivnost 3-krat tedensko, uživanje hrane z malo soli in maščob. Vkolikor so prisotne težave s prekrvavitvijo nog, potrebno je obvestiti zdravnika, ker so pogosto povezane z težavami v predelu srca in vratnih žil. In vkolikor imate kateregakoli od znakov možganske kapi, potrebno je takoj poklicati nujno medicinsko pomoč. Hvala, to bi bilo vse.
Večino možganskih kapi se da preprečiti. Možganska kap zahteva nujno medicinsko obravnavo. Možganska kap se lahko zdravi, časovno okno za zdravljenje pa so 3 ure.